Predsednik Gorske reševalne zveze Jesenice Andrej Babič, prejšnji konec tedna je bil kar tragičen v gorah. Kaj vse se je dogajalo? Kar 5 smrtnih žrtev. Ja, res je. Pretekli vikend je bilo v gorah 5 nesreč s smrtnim izidom. 2 sta se ponesrečila na področju Triglava, 2 na Komni in eden še v Kamniško-Savinjskih Alpah. Vsem nesrečam je pa izgleda v tem trenutku so botrovale izredno težke razmere v gorah, predvsem so pobočja poledenela, ker pri vseh nesrečah je bil glavni vzrok zdrs. Tako da je treba biti sedaj pri obiskovanju gora posebej pozoren tudi na to. Kaj svetujete kot predsednik Gorske reševalne zveze vsem tistim, ki se odpravljajo v gore? Da je potrebno biti pripravljen, da je potrebna oprema, prava oprema? Tako je, kot poudarjamo že zadnja leta zelo pogosto, potrebno je imeti ustrezno opremo, ki jo je seveda treba znati tudi uporabljati. Sama oprema brez znanja uporabe nam prav nič ne koristi. Potrebna je ustrezna psihofizična pripravljenost, seveda so pa velik dejavnik tudi izkušnja. Nek začetnik, če ima vse in kondicijo in opremo in jo zna uporabljati, pa nima izkušenj, je dejavnik tveganja še vedno večji kot pri nekom, ki ima že dolgoletne izkušnje tudi z zimskimi pohodi v hribe. Ali tudi vi svetujete tistim, ki niso vešči v gorah, da si poiščejo vodnika in se z njim varno odpravijo v gore? Ja, vsekakor. Poglejte, ena od možnosti je najem gorskega vodnika. Druga možnost je, če kdo tega ne želi ali ima kakršnekoli zadržke, je, da se udeleži enega od številnih tečajev, ki jih organizirajo in planinska društva in gorski vodniki in drugi, ki se ukvarjajo z vodenjem in z varnostjo v gorah, in se na teh tečajih naučijo vsaj nekaj osnov glede opreme in uporabe opreme ter nasploh hoje v gore. Kaj je sploh potrebno, preden se odpravimo v gore? Najprej dobra kondicija, potem dobra organizacija, oprema. Tako, poleg vsega tega naštetega je predvsem potreben trezen razmislek, kam se v danem trenutku odpraviti in ali smo sposobni doseči cilj v danem trenutku, glede na to, kako smo usposobljeni, pripravljeni, kakšno opremo imamo in seveda kakšne so v danem trenutku razmere. Ker treba je vedeti, da v zimskem času se razmere spreminjajo iz dneva v dan. Nekje, kjer je bilo danes recimo enostavno, je jutri lahko že zadeva precej drugačna. Spremenijo se pogoji vremenski, spremenijo se razmere snežne, tako da je treba za vsak dan sproti res dobro razmisliti, preveriti vse dejavnike in se šele potem na podlagi tega odločiti za izbiro cilja. Hvala za pogovor in še to bi pridala zraven, samo še pamet v roke pri vsakem posebej. Točno tako, se strinjam z vami, tudi vam hvala.